Ljudje in ljudi naj poslušate jubilejno 20. epizodo v živo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, resnike, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, ozlovoljeni boti obilno downloadajo, tako kot je prav. Mito Gegić, servus. Igor Harp Yo. in moja malenkost Aljoša Harlamov. Tokrat sicer znova brez gosta oziroma gostje, zato pa današnjo epizodo snemamo pred živim občinstvom na Slovenskem knjižnem sejmu. Občinstvo, oglasi se! Hvala. Kar usedite se. Right. Današnja epizoda je posvečena prvi knjigi Fentabotovih dnevnikov. Za tiste, ki ste tukaj z nami, jih lahko vidite pred nami. Marte Wells, ki združuje prvi dve knjigi iz njene knjižne serije, in sicer Vsi sistemi v rdečem in Umetno stanje, ki jo je prevedel eden od nas, pa to nisem ne jaz, ne Mito, in je šla pri založbi Aktivni mediji. Seveda pa bomo govorili tudi o prvi sezoni serije Murderbot oziroma Fentabot, ki si jo lahko gledate na Apple TV, ki ni več TV+, očitno, in ki adaptira prvo knjigo od omenjenih dveh, zbranih v slovenskem prevodu. Opozoriti velja, epizoda bo vsebovala zakone robotike, reference na Star Trek in kvarnike. In zdaj špica neke fine serije. Ok, danes tole delamo Fentabotove dnevnike. Za tiste, ki ste gledali serijo na Apple TV, je to seveda Murderbot oziroma v slovenskem prevodu Fentabot. Zdaj v slovenščini imamo, kot sem že omenil, prvi dve knjigi, drugače se potem nadaljuje se kot Rock Protocol, Exit Strategy, Network Effect, Fugitive Telemetry, System Collapse in pa Platform Decay izide naslednje leto. Serija je pa, tako kot sem že rekel, lahko ste jo spremljali sproti od 16. maja do 11. julija in adaptira prvo knjigo od dveh, ki sta v slovenskem prevodu, in je že obnovljena za drugo sezono. Skratka, delali bojo dalje. Igor, kako bo s knjigami? Knjiga naslednja izide v začetku leta, je že prevod skoraj gotov, torej 3. in 4., ki sta odpadniški protokol in izhodna strategija. Potem pa je plan, da si sledijo naslednje tekom 2026 in mogoče še v 27, odvisno, ker je vse skupaj 8 knjig. Ok, super. Igor se bo skratka potrudil, da boste čim prej dobili knjige tudi v roke. To je prav gotovo, bo, se pravi, itak je že drugi del, ki bo druga sezona, je že tukaj v knjigi, tako da na to se že lahko pripravite. Zdaj ustvarjalci, avtorica je Martha Wells, ki drugače piše še fantazijo, knjige za najstnike, mlade, odrasle, kratke zgodbe in eseje o znanstveni fantastiki in fantaziji. Kreativni vodji serije pa sta brata Paul Weitz in Chris Weitz, drugače režiserja ameriške Pite, filma About a Boy. Paul je bil pa tudi kreativni vodja serije Mozart in the Jungle, za tiste dva človeka, ki sta to gledala v tej dvorani, in jaz nisem med njima. Drugače je prejela Hugota za 3 posamezne knjige. To ni nagrada po našem kvizu iz 90-ih, ampak resna znanstveno-fantastična nagrada. In pa za celo knjižno serijo je tudi dobila Hugota, sicer pa je dobila še Nebolo in številne druge nagrade. Skratka, gre za eno najbolj nagrajenih knjižnih znanstveno-fantastičnih serij. Ja, celo za Martha Wells je tako not padla v pisanje, da je potem prvo leto dobila za prvo novelo, za vse sisteme, potem je pa naslednje leto izdala 2 in se morala odločiti, katero diskvalificirati, da ne bi ena proti drugi tekmovali. No, temu se reče uspeh. Igor, in zdaj si na vrsti ti za kratko obnovo. Se ne boš knjigo obnavljal ali boš serijo, kaj smo se zmenili? Mislim prvo knjigo, ja. Prvo knjigo, daj. Ja. Torej, Fentabot je Wardroid, torej varnostni android, kibernetski organizem, sestavljen iz mehanskih in elektronskih delov na organskem tkivu. To so smrtno nevarne zadeve in imajo zato vgrajen varnostni modul, ki jim preprečuje, da bi naredili kaj nevarnega oziroma v neskladju z tem, kar jim ljudje naročijo,
tudi ko jim ljudje naročijo popolne neumnosti, nad čemer se pogosto pritožuje. Skratka, on uspešno vdre v svoj modul in se po kratkem razmisleku odloči, da bo se še naprej pretvarjal, da je torej strokovnjak za varnost, zato da bo v prostem času lahko gledal serije oziroma razvedrilne vsebine. Zgodba se začne, ko je na misiji z neko napol hipijsko znanstveno odpravo, ki jo napade nevarna fauna, ampak to je šele začetek nevarnosti, ki privede do tega, da jim mora on svojo skrivnost razkriti in potem združijo moči proti zlobni korporaciji, kar v bistvu se kar hitro izkaže, da je Fantabot dosti bolj družbeno kritična zadeva, kot pa samo neka akcijsko-pustolovska. Prva sezona serije pokrije prvo knjigo, dosti natančno, en par je odstopan. V nadaljevanjih pa se zaplete Fantabot z več ljudmi, umetnimi inteligencami in žanri. Recimo ena od knjig je čist detektivka, tak noir detektivka, ko on razrešuje umor. Ene so pač take vohunke, zelo raznoliko je. Ampak vse skozi pa Fantabot ostaja zvest vzponu in padcu Zavetiščne lune, kar je njegova najljubša TV serija. Okay. Hvala, Igor. Zdaj za tiste, ki niste gledali serije ali pa ste jo pa niste prepoznali, v glavni vlogi je Alexander Skarsgård, igra skratka Murderbota oziroma Fantabota. Za tiste, ki se ne spomnite, on je igral Nosferatuja, skratka, verjetno ga ne boste prepoznali. Tiste bil brat. Tiste brat, Pa tudi Pennywise je bil brat. Ja, nisem hotel reči Pennywise, ampak naj ti bo. Imaš prav, seveda tiste je bil brat. Ima pa zdaj bo imel tudi nek film spet Skarsgård zunaj ali neko serijo na Netflixu, se mi zdi, ker sem videl trailer včeraj ali predvčerajšnjem. Najbolj znan je bil kot Northman, Viking, ne? Pa kot prav, vampir v True Blood seriji. Tarzan, ne, tudi. Pa Tarzan, z 8-packom, ja, točno. On je za Tarzana šel na neko čist hudo dieto, da je vzgojil 8-pack in potem se razjokal, ko je videl torto pred njo, je lahko probal. Ker ni smel jesti drugega kot beljakovine, seveda. Zelo srečen človek, skratka, in več kot primeren za to serijo. Drugače imamo še Nomo Dumezveni, Davida Dastmalkijana. Bolj znani igralci so pa v resnici v tej priredbi serije oziroma tele Vzhajajoče lune, kjer igrata med drugim Clark Gregg in John Cho, ki jo boste gotovo prepoznali takoj. Ja, ok, zdaj seveda, tako kot ponavadi gremo prvo rundo, pogledamo tega, kako nam je bila všeč serija. Mito, ki še nisi nič povedal, bom dal prednost najprej tebi, se pravi, kako ti je bila všeč serija, mogoče lahko tudi že primerjaš malo s knjigo, kako ti je bila všeč knjiga, pa nekako skupaj v tem paketu. V bistvu obe zadevi sta mi zelo všeč, čeprav mi je knjiga bolj. Serija ima ene prednosti, da si lahko dovoli za minutažo malo več mesa dodajati recimo stranskim likom, kar knjiga niti nima toliko namena ali pa sploh želje se z njimi ukvarjati. Pa bolj akcijska je, tako da v bistvu je res bolj primerna pa dobro adaptirana za televizijski format. Medtem ko knjiga pa mi je všeč ravno zaradi zelo skristalizirane perspektive Fantabota, no? Tako da se res koncentriramo nanj, zelo hud tempo je vzpostavljen, jezik je ekonomičen in divji, pa hkrati ta humor, pa malo ciničen humor z neko depresijo upeljan noter, ne, ki je malo tak precej črnega noter upelanga. Naredi potem zelo zanimiv, lušten, hiter sci-fi. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da čisto odkluka vse tele moje predispozicije za znanstveno fantastiko. Ja. Ok, super. Igor, tebe ne bom vprašal, kako ti je bila všeč knjiga, ker se mi to zdi malo nesmiselno. Raje te bom vprašal, zakaj si izbral to knjigo in jo ponudil pač skratka založbi, da jo prevede. Mogoče najprej to odgovoriš. Dejansko je založba mene kontaktirala, oziroma kontaktirali so Snetija, če bi njega zanimalo, ravno ko je popravljal moj članek o tej knjižni seriji, ki sem jo jaz prebral in sem bil navdušen in je rekel Snetija, nimam časa, ampak poznam nekoga. Tako da hvala Sergej. In Boštjan iz Aktivnih medijev je pa prepoznal, da je to zelo atraktivna zadeva, zelo zanimiva in se odločil, da bi to dal. Jaz sem potem se zelo hitro lotil in pač mislim tiste knjige,
ki sem jih prebral že prej, ker me je zanimalo, kaj je ta fenomen, so me zelo not potegnili in kar ne moreš odložiti brati in kar greš na naslednjo. Ne? Zelo zabavno branje in moram reči, da potem, ko sem prevajal, je bilo še bolj zabavno. Tak prav občutek, da ne delam, tak prav občutek, malo že občutek krivde, ko to pišem, zato ker se mi zdi, da bi moral nekaj delati, kar je bolj naporno na neki psihični ravni. Skratka, če predstavniki založbe tukaj poslušajo, ni ga treba plačati za naslednje knjige. Jaz mislim, mahajo, super. Vse smo se zmenili. Kako je bila pa tebi všeč pol serija, Igor, glede na to, da si se vseeno, kot prevajalec, v resnici prevajalec je eden tistih ljudi, ki se najbolj poglobi v knjigo, najbolj v branje. Kako je bila tebi, ker si vendar živel malo s tem, potem pa enkrat to videl na ekranu? Meni je bila serija zelo všeč. Zdela se mi je izbira Aleksandra Skarsgarda malo nenavadna, zato ker Fentabot tam na začetku nekje opiše samega sebe, da je on najbolj povprečen možen človek, potem pa pač dobimo Vikinga. Ne? Ampak menim, da tole izraz nelagodja ob tem, da mora imeti očesni stik z ljudmi, je pa on odigral tako, kot bi malo kdo znal. No, to mislim, da ne vem, Michael Cera bi znal to narediti, ampak na čist drugačen način, ali pa Eisenberg. Ampak tule mi je, mislim, da je on pač dejansko popoln pol se je izkazal. Malo so zmanjšali število likov, kar pač se je logično, da so to naredili. Dodali še tam eno sceno, ki ni nujno potrebna, samo najbrž je bila zaradi minutaže. Pa je čist v redu šlo skozi. No. Meni je bilo zelo všeč. Ja, jaz bom sicer rekel, da meni je bila po eni strani celo serija bolj všeč, zaradi tega, ker je imela več humorja. Se mi zdi, da je znala odlično adaptirati ta ciničen, neurotičen pristop, ki ga ima Fentabot do ljudi. In tudi Skarsgård je tle, jaz mislim, da absolutno blesti. Ne? Nasploh mislim, da se bojim, da res podkrepi ta stereotip, ki ga imamo v Skandinavcih, da so to itak malo robotski ljudje brez čustev in zelo hladni, in se mi zdi, da on to zelo dobro prinese ven. To se mi je zdelo fajn je bila dinamična, in pa meni je bilo všeč to, kar si mi to ti omenil, pa tudi ti, Igor, ne nazadnje, ker so zmanjšali število likov, mislim, da so liki tudi prišli bolj do izraza, lahko so si vzeli več časa za njih, še posebej, zdaj jaz sicer ne vem, ker sem prebral, se pravi, samo drugo knjigo še, ne vem, a se bojo ti liki vrnili, a se on na kjeri točki sreča spet z njimi, zato ker se mi je zdelo, da so jih vseeno tako dobro orisali, pa tako zastavili to neko, skratka, neke raziskovalce oziroma nek svet, ki je zunaj tega korporativne distopije, v kateri Fentabot živi, da mogoče se še bojo kdaj pojavili, vsaj upam, da se bojo. No? Mi je bila pa druga knjiga, moram reči, da zelo, zelo še bolj všeč, ker pa se mi zdi, da še poudari to, o čemer se bomo tudi v nadaljevanju pogovarjali, ta odnos med samimi boti, ker Fentabot zdaj tukaj potuje z neko vesoljsko ladjo, ki ima seveda spet zavest in s to vesoljsko ladjo veliko konversira in ima ta ene odlične pogovore. Nasploh pa mi je Fentabot všeč, predvsem zaradi tega, ker me zelo spominja na Marvina iz Štoparskega vodnika po galaksiji. Dobro, ni tako okrogel in vesel kot Marvin, ampak ima pa pač to neko ta odnos do sveta, se meni zdi, no. Zelo malo svetobolski, no. Malo pa ga tudi boli. Ja, čeprav ne toliko psihopatski, bi rekel. Ja, no, vsaj v začetku ga sicer spoznamo, ko kontemplira, ne, ali bo vse pobil, ali kaj bo, in pa zvemo, spoiler, da jih je. Ampak ja, ni. Vse, ko ga skozi serijo nekako dojemamo, ni tako psihopatski kot Marvin, mogoče. Ali pa tako suicidalen, mogoče. Ne, sploh ni suicidalen. On sploh na eni točki razmišlja, če bi šel sam po svoje in gledal serije, dok mu ne bi zmanjkalo baterij, in pol ugotovi, da nima dovolj serij in da nima smisla. Jaz mislim, da smo se vsi znašli v tej dilemi, ko smo odprli Netflix, a bi ostal na tem kavču za zmeraj, ampak slejko prej tudi na Netflixu zmanjka pametnih stvari, se bojim, da zelo, zelo hitreje, kot bi si ljudje mislili. Ja, na nek način ima v bistvu zelo take človeške lastnosti, se mi zdi. Tako v seriji, kot v knjigi, v obeh knjigah, no, ima moč te perspektive, ki je zgolj nanj osredotočena. Ne? Tudi najbrž je forma temu prikladna, ne? Ker je novela, ni poln roman. Ne? Da v bistvu zaradi tega potem ta človečnost v bistvu robota, ne? Ki ima
nekaj malega mesa okrog sebe, pride toliko bolj v ospredje, vsi ti njegovi tiki pa humorji in tako naprej. Ne? Ker pa, tudi na koncu, pa tudi v seriji se mi zdi, da je v bistvu zelo dobro vprašanje, ki ga on si sam sebi zastavlja, ok, če nisem var robot, ne? Če v bistvu lahko sklopim neke določene module, kaj bi pa sploh rad počel? Ne? Ja, sej to je vprašanje, ki skozi naslednje knjige ga vedno bolj žene in potem pač ugotovi, kaj bi naredil. Ja, ti liki se vrnejo v 4. knjigi, ampak vmes ima še pač eno pustolovščino in najde odgovor in odgovor je v bistvu, da če si blizu ljudi, ki te razumejo in te marajo, je tu tisto, kar bi bilo fajn početi, sploh če imaš še možnost gledati razvedrilne vsebine. Ja, zdaj meni je bilo tako pri prvih 2 knjigah, kot pri seriji zelo všeč, to, kar sem tudi pozneje gledal na v enem YouTube-ovem eseju, ki izpostavlja to, da za razliko od številnih vsebin, bom rekel tako, ki jih imamo o umetni inteligenci pa o robotih, se ponavadi zgodi to približevanje ljudem na ta način, da nas robot opozarja na našo človeškost. Da je včasih robot bolj človeški od nas samih. To je zelo Blade Runner. Ne? Ja, zelo Blade Runner. Tukaj pa je pa tudi ena zelo fina ideja, da ko mu recimo na koncu prve knjige in prve sezone spet spoilamo, seveda, ponudijo, da bi šel zdaj s temi ljudmi dalje, bi bil v tej skupnosti, bi skratka tam neko razsvetljenje, ali kaj ga tam čaka, da se bo naučil, da bo lahko človek na nek način, ne, se on odloči, da ne želi tega, da želi sam vedeti, kaj bi želel biti, predvsem pa morda niti ne želi biti človek. To mi je bilo meni všeč, ne vem, kako se bo zgodba dalje razvijala, ampak meni je všeč to, da on na neki točki vendarle vidi, da je med njim in ljudmi razlika in da je on boljši od nas. Zakaj bi on hotel biti mi, če je boljši od nas? Ja. Plus pač, pač perspektiva tega, da živi na svetu, kjer njegov nabor veščin je povsem nepotreben, je tudi nekaj, kar mu ne diši. Ne? Ker kaj pa naj počne sam sabo, če ne more skrbeti za varnost, ker ni nevarnosti. Ker ja, tukaj je zelo ključno, da pač Fantabot prihaja pač v začetku vlasti korporacije, v tem korporativnem obodu, kjer je vsaka stvar transakcija, vsi kradejo eno drugega in v bistvu je Martha Wells zelo ustvarila en svet, ki potencira to, kar Cory Doctorow imenuje enshittification, kam bi to lahko privedlo do ogromnih monopolov, ki pač podkupujejo drug drugega ali pa se vojskujejo med sabo, pa si kradejo, pa so prijatelji, pa vse to, ampak ljudje, vsi ostali, ki niso korporacija, so pa tisti, ki nasrkajo. Ne? In zdaj tele raziskovalci, kot sem rekel, malo hipijski, pa prihajajo iz ene skoraj komune, recimo, ampak je cel planet, kjer pač je socializem. Ne? In oni sploh ne morejo doumeti tega, da je treba plačati za zdravstvo ali pa hrano. Pol Murderbot je pa nekako ujet med tema 2 svetovama. Mislim, razume onega korporativnega, ga ne mara, ampak hkrati pa ne ve, kaj bi pa počel lahko v tem socializmu, ker pač je dober v tem, da skrbi za varnost in strelja na stvari. Ja, v socializmu je marsikatera služba neuporabna in je ne potrebujemo, ker je pač to raj, to vsi vemo. Ampak ja, mi je pa zanimivo tudi ta svet, v katerega ga Martha Wells postavi, ker recimo v knjigi zvemo mogoče celo več. Meni je bilo zelo zanimivo knjigo brati, ker sem redko berem knjigo potem, ko sem pogledal vsebino, ponavadi preberem prej, pa potem pogledam in imam tukaj pa se mi je zdelo zelo zanimivo, ker se mi zdi, da je v knjigi veliko več tehnoblebeta oziroma tega nekega načinov vdora, načinov zaščite, nekih teh, kar sem jaz skoraj, da bi naraj kar preskočil na trenutke, ker me... Viš, jaz pa ne. Vem, zato ker tu sva si midva različna. Jaz sem bolj... Jaz imam v Star Treku rad bolj čustva, ti pa bolj tehnoblebetanja. Ja, no, mi to povej, kako je bilo pa tebi. Mislim, tebi je skratka bil ta del, ki si tudi rekel, da ti je knjiga recimo bliže, bolj všeč. Ti je bil ta del recimo pomemben? V bistvu ne, ni toliko prisoten, da bi ga lahko odkljukal ali pa rekel, da mi je pomemben. Ne. Meni se zdi, da knjiga sama dost
postavil naprej lik pa karakterizacijo. Ne? Tako da mogoče mi je celo en minus ali pa mogoče za tiste, ki ste fani znanstvene fantastike, kjer se svet zgradi v nulo, ali pa je to Expanse, ali je to Temelji, ali kakorkoli. Tega tukaj ni, vsaj do zdaj tako prisotnega, ker pač vseeno je to novela in se s karakterizacijo pa zapletom in res hudim tempom se ti v bistvu listi kar hitro obračajo. Tako da bolj mi je bilo pomembno, kako dobro me lahko ta lik pa ta perspektiva prepriča. Ne? In to opravi z odliko. V drugi knjigi se pa potem že to malo začne razpirati, ker ima novo misijo, rečemo temu tako, nov svet je, novi prijatelji, pa novi odnosi, pa sam začne tudi raziskovati neko svojo preteklost, tako da ja, zopet je zaplet preko te iste perspektive, ampak svet se zelo lepo organsko širi. Ne? Tako da to mi je v bistvu bilo dobro odkljukano in potem na koncu druge knjige nisem več pogrešal toliko, kot pa sem v prvi. No. Ja, meni je bilo pri knjigi tisto, kar mi je bilo pa kar je res za izpostaviti in kar serija malo težje implementira. Serija je, jaz mislim, da v redu naredila, da je tole te vsebine, ki jih on gleda, se pravi ta vzpon in propad te lune, da je to prikazala. Nam se mi zdi, da zato je serija dosti bolj primerna, kot da bi mi zdaj brali, ne vem, sinopsise ali pa ne vem kaj, opise, kako on to gleda v sami knjigi. Ampak kar mogoče seriji seveda manjka in kar je pač tisto, kar književnost lahko veliko bolje, je pa ta njegov, to, kar ti govoriš, perspektiva, ki je do neke mere nezanesljiva. Ne? On je bot, on ljudi ne razume, ne mara nas, ne mara očesnega stika, ne razume, zakaj mora sedeti, ko se pogovarja z nami, če lahko pač normalno stoji, naraje skrit za svojim vizirjem. Ampak on ljudi skuša razumeti ravno prek tega, ki gleda serijo. In ta serija, če niste gledali zdaj serija, pa niste brali knjige, to je, jaz se hecam, da je Star Trek, ampak v resnici je to taka telenovela Star Trek. To so pač, ljudje se ljubijo z boti, boti se ljubijo z ljudmi, vsi se ljubijo med sabo, imajo afere, imajo ljubosumja in tako naprej. Se štihajo v hrbet. Ja, in on seveda iz tega pobira in skuša razumeti resnične ljudi. Ne? In tukaj v knjigi izhaja, mislim, da največ humorja iz tega, ne? Kjer je v seriji dosti bolj konkreten. Ja, v drugi je to še potencirano, ker uvedeš še ta lik Arta, ki je pač ladja vesoljska, ki pač se zaveda. In ta pa sploh ni sposoben gledati serij, ampak samo prek perspektive nekoga drugega. In je predtem gledal serije, tako da je opazoval svojo posadko, kako oni reagirajo, ko gledajo serijo, zdaj pa skozi Fentabota gleda in proba doumeti. In potem ima čist celo, potem hoče gledati serije o ladjah, ki so take kot on. In potem, ko se zgodi nekaj groznega, je cel v šoku in ne more prenesti tega, to se mi je zdelo super. No? Meni tu Marta naredi zelo dober komentar na moč fikcije. Ki se mi zdi, da nekako malo zdisa knjige za samo pomoč, pa vem, da to na tem dotičnem knjižnem sejmu kar velik del tega, ne? Ampak fikcija je tista ta prava empativna mašina, ne? Ki te nauči, kaj je biti človek. In se mi zdi, da to na ta način, kot je ona tu naredila, kar ok. Ja, pa po drugi strani je čisto smiselno, da pač ta robot, ki ne ve kako pač kaj deluje, kaj se oni sploh pogovarjajo, ne? Oziroma kaj se dogaja v teh telenovih, opazuje ljudi, kako gledajo serijo. Zato, ker se tako ne nazadnje učiš. Jaz mislim, da se mi kot otroci tudi učimo. Zato je fajn, da tudi v družinskem krogu gledaš filme, risanke, da se ti učiš te empatije. Zato je tudi meni fajn v kino iti, recimo. Ne? Pa tudi, da bereš knjige skupaj in se pogovarjaš o knjigah. Dobro, ker smo glih na knjižnem sejmu, dajmo reči, da so tudi knjige še neki mediji, ki se ga da uporabljati. Ampak ja, jaz recimo rad grem v kino zaradi tega, ne? Ker včasih mi zelo slabo grozljivko lahko naredi nekdo, ki ga je poleg mene strah. Ne? In bo pač meni zabavno, ker bom pač užival v tem strahu nekoga, ki meni je pa brez veze. In pol random ljudi vlečeš grozljivke gledati. Ne bomo, čakaj, še imam mene par vprašanj, ker sem hotel. Ja, spremembe med serijo in knjigo, edino, kar je meni mogoče res, se vidi, da serija pač ne more brez tega, da je pač drug medij, je pa ta akcija. Ne? Serija konstantno podlago daje to akcijo, ki je v knjigi tako zelo prizemljena, nekaj na začetku, nekaj na koncu, vmes pa pač ni, da bi zdaj on, dobro, vmes se še tudi z onimi boti, to je v knjigi, ampak tle pa kar, tele pošasti se še enkrat pokažejo, pač, ki so nekaj kačali.
karkoli kaj je se že tisto. tista reč. In pa seveda v seriji je še neka dodatna zarota oziroma neka prevara noter, ker oni naletijo na en lik, ki ga v knjigah ni in ta lik se pol izkaže seveda, da je zahrbten kakorkoli, že da je povezan z unimi. Skratka, tu se pač vidi neka razlika med obema vsebinama, ne? Da serija vseeno potrebuje več akcije, potrebuje več dogajanja za to, da nekako nas vleče naprej. Ja, pa tudi tako je, da like malo spremeni. Recimo Rathi je pacifist, oni so zelo pacifisti v knjigi, ne? Tukaj pa so oni full gameri, ki so na Fortniteu, imajo full hude točke in poznajo ono orožje in on bi to orožje uporabljal, ampak ni naredil izpita, ne? Kar se mi pol tudi zdi v redu, ne? Meni se zdi to, kar ste prej rekla, glede empatije pri fikciji, ne? Zelo zanimivo, tudi malo perspektiva na Marta je preden je postala poklicna pisateljica, bila programerka, ne? In imaš fulejnih teh pristopov not, oziroma ni bila programerka, ona je delala na uporabniških vmesnikih za programsko opremo. In imaš zelo dobro kritiko tega, kako programska oprema in računalniki in sistemi ne delujejo not cel čas, kar pa potem imaš Fantabotov pogled, ker za njemu, pa zato, ker je deloma računalnik, vse deluje, ne, avtomatsko, ampak ve pa, kje so vse luknje v ostalih sistemih in jih zna izkoristiti, kar mi je zelo, zelo dobra perspektiva. Ne. Je pa tudi malo avtizma mogoče v njemu slutiti. Ne. Zdaj, bral sem intervju v Wiredu, je bil odličen intervju z Marto Wells in ona je tudi rekla, da malo mogoče ima avtizma, da ve zase, ampak vedno je bila pač malo odmaknjena od ljudi, ne, in pač tudi se vrgla v pisanje pa to. In da Fantabot je lik, ki je njej najbližje od vseh likov, ki jih je ustvarila. Tako da se mi je tudi to zdelo zanimivo perspektiva. No. Meni so prejni kritiki se mi je pač to vprašanje v bistvu šele odprlo, ne, ker nisem bil toliko pozoren na mogoče pač zaradi tega, ker ne vem, si ga sploh nisem odkljukal, ampak da je pač bilo kar precej odzivov na to, kako ti Fantabot omogoča, da v bistvu sam sebe preslikaš van, ker ni tako hudo spolno determinirana, no, ali pa zakodiran. V bistvu jaz sem sam sebe projiciral, no, ti si mu zdaj govoril ona, ne, tudi Marta zdaj, če mu govori on. Marta mu govori it. It, ne, a veš? Ja, to glede spola je pa tak, da angleščina omogoča, da je srednji spol slovnični čist uporaben. Medtem ko v slovenščini pa, če bi on zase rekel sem reklo, ne moreš brati tega, zveni neumno in se treba odločiti za spol. In potem sem pač Fantabotu in potem Artu tudi dal moški, pač glede na imena sem šel. In potem v tretji knjigi se pojavi en bot, ki je ime Miki, in je Miki pač japonsko ime, vsi okrog imajo nekaj derivate japonskih imen, tako da sem se pač odločil, da je potem ona ženski spol, ne? Čeprav spet ni determinirano, ampak se mi je zdelo pa nesmiselno, da so zdaj vsi roboti moški spol. Tam v drugi knjigi je bilo sploh pa zanimivo, se pa pojavi tisti seksbot, ki tudi v knjigi nič ne pove, kako je ta seksbot videti, ali je to moški ali ženski bot po obliki, ne zveš. Ne? Fantabot mu striktno pravi it, tale sam sebi pravi it, ampak glede na to, koliko je ta družba prikazana kot odprta, glede določenih stvari, imaš pač poroke z več ljudmi in tak dalje, nisem videl potrebe, da bi seksbot bil ženskega spola. Ne, se čist. Se mi zdi tako, da tudi, če gledaš iz tega korporativnega stališča, ki smatrajo vse te var robote kot lastnino, nima neke logike, da bi jim biološki determinizem gor metala. Zdi se mi mogoče en minus tu zdaj pri seriji, da pač Skarsgarda nekako zdaj projiciraš, ne, če si najprej serijo mogoče pogledal. Ne. Tako da mogoče bi tukaj jaz vseeno priporočil, da prej knjigo prebereš, pa se pol serije lotiš, ker mogoče pa bi znalo biti to pač okej, da si tvoja perspektiva bolj preslika nanj, kot pa bi ti serija odprla. Ne, jaz to vedno govorim. Jaz mislim, da je vedno smiselno knjigo prej prebrati, ker si vseeno ti pri knjiga je tista, ki ti omogoča, da ti sam zapolnjuješ in prazna mesta in da si sam predstavljaš. Serija ti bo to zaprla. Ne? In včasih je res težko. In ja, meni recimo, ker sem zdaj bral po seriji, mi je bilo malo težje odmisliti Skarsgarda in pač misliti, da to pa zdaj mogoče je lahko nek moja projekcija. Ne?
težko, zelo ti jo okupira. Ne? To ti vsi povejo, ki so kadarkoli, če so gledali Gospodarja prstanov, preden so šli brati knjige, ne? Da pač ne morejo več ne videti Gandalfa kot McKellena. Ne? Ja, hotel sem sam še nekaj komentirati, preden grem na naslednje vprašanje. Ja, ko si rekel, ja, se tudi Skarsgård, pač ta Fantabot ima nekaj, recimo, da je na spektru malo, ne? Malo to lahko beremo tudi kot neko metaforo tega. Jaz sicer mislim, da je večina slovenskih pisateljev absolutno na spektru. Hočem pa reči to, da meni je bilo zanimivo tudi, kako sicer, ne glede na to, da knjiga mislim, da tega ne omenja, da nikjer ni to rečeno, da tudi v seriji to ni rečeno, robotov, oziroma kakorkoli bomo pač reči, botov, konstruktov, kakorkoli, ne moremo misliti brez zakonov robotike Isaaca Asimova. Ne? Ker tudi tukaj ni rečeno, da nihče ne omeni, da obstajajo zakoni, ampak on ima ta nek modul, ki ga je mogel preseči, da lahko zdaj končno ne uboga človeka in počne druge. In vse, kar on govori, kaj bi mu ta modul preprečil, kako bi se obnašal, če bi ta modul še deloval, nam pove, da obstaja tudi v tem svetu zakoni robotike. Ja, bolj ali manj so identični Asimovim, samo da niti niso, ne? Zato ker bot, če mu človek naroči, naj poškoduje drugega človeka, bo poškodoval drugega človeka, ne? Ali ga ubil. Ne? Tu bolj gre do tega, da pač Asimov si je zastavljal, pač, ali so tu neke logične zanke, tu pa gre prek teh logičnih zank, tu pa gre, ljudje ti bojo vedno rekli, da narediš najbolj neumno stvar, tisto, ki bo njih najbolj ogrozila in ti moraš znati preprečiti na račun tega, da boš sebe poškodoval ponavadi, da bojo oni preživeli, ne? Ker je pač tvoja naloga, da morajo preživeti. Tako da to mi je hkrati pač potencira, to pa malo parodira tudi te mislim, definitivno je bolj realistično v tem korporativnem svetu, v katerem živimo, da če so roboti lastnina, pa hkrati ga dokaj, so sicer dragi, ne, to izvemo noter, da to ni poceni štos, ne, ampak ja, da je seveda da morajo biti pokorni ljudem in da je tudi korporacija malo manj mar za njih, hkrati pa itak so pa, tudi to mi je bilo zelo všeč pri tem svetu, da pravzaprav, ko rečemo lastnina, ja, lastnina je korporacije, ti pa to najameš. Zelo veliko reči, ki smo jih noter brali, najameš in ne vem, jaz sem pol gledal, se pravi, Fantabot je išel v All System Red, je 2017. Se mi zdi, da je Marta Verž že zelo dobro napovedala svet, v katerem živimo, v katerem kmalu tudi v avtu, če boš hotel imeti sedeže, da se ti bojo ogreli sedeži, boš to naročil kot neko dodatno storitev. Ja, to je zdaj že, ne? Boš to naročil kot dodatno storitev. Skratka, res se spremikamo v kapitalizem, ki postaja vedno bolj ta nek naročniški model kapitalizma, ne? Kar je nazadnje tudi, če ste seveda naročeni na Apple TV in ne downloadate kot Fantabot, potem pač seveda tudi tako gledate na te, tudi vsebine te. Ja, sej, kot sem rekel, tale enšitifikacijo je predstavila že preden je doktorov se spomnil izrazil za to. Ne? In meni je to zelo zabavno. Se mislim, da kot nekdo, ki je delal v IT-ju, je že lahko ful prej videla kot mi. Ne? Tako da mislim, da tukaj je ta njena poklicna prednost. Ne? Ja. Drugače, jaz to prevajam kot drekizacija. Ja, mi to nekaj si hotel še ti. Gledamo, da mladina tle, da ne bomo preveč klila. Si drek ni grda beseda. To je vsakdanja beseda. Ja, ti si mi to tudi omenil to, da kako je pač to osredotočeno na lik, pač na glavni ta lik. To tudi ni tako pogosto v znanstveni fantastiki. Mi smo vajeni, recimo, ne vem, Sopranove gledati, se pravi gangstersko, ki je študija karakterja, ampak v znanstveni fantastiki pogosto prevladuje potem ne samo tehnobabna, ampak tehnologija, ta svet, intrikacija. Fenomen, ne? Ja. Tukaj imamo pa res, je to zelo osredotočeno na ta lik in v resnici, če jaz prav razumem, kako se bo stvar razvijala in kako smo v drugem delu brali, bomo pravzaprav neko potovanje po samospoznanju spremljali. To se mi zdi vseeno dokaj inovativno. Moderno je, ne? Predvsem to, da v bistvu se znanstvena fantastika se ne oklepa več toliko v bistvu velikih idej, ki jih mora potem do ne vem kakšnih podrobnosti razdelati, ob strani pa pušča zaplet in like, ne? Da se v bistvu lahko sposoja potem iz stvarne, iz obče literature, leposlovja, karakterizacijo in tako naprej, da naredi kot prvo zabavno, pa zanimivo, pa da se lahko poistovetiš,
pa seveda, da ti zraven mogoče res še pa da ta znanstveno-fantastični problem ali pa nek fenomen, ki ga potem problematizira ali pa postavlja prepreko. Ne? Tako da meni je to popolnoma modern pristop. Ne? Pa meni se ful dopade, da tale world building je ful zanimiv, ampak ona ga tekom knjig daje, koliko je potrebno. Sploh na nobeni točki ne dobiš predstave, kje je Zemlja tukaj. Imaš še vedno idejo, da to so ljudje, ne? Nimaš nobene ideje o tem, koliko veliko je to, njega ne zanima. Ne? Tu je pol ta stvar, da kakor hitro imaš ti človeški lik, ki mu moraš razložiti vse, ne? Bo nekaj to, ne? In potem se je svet razvil tak, ne? Vdivno imaš to. No? Tukaj pa pač njega res, on ima tam tista navodila, ki si za kak popraviti tisto helikopter, si jih zbriše zato, da ima plac za razvedrilne vsebine. In mu je prav tak, svet deluje, zdaj moram odkriti, kak ta del sveta deluje, v katerem sem, pol pa bom se z drugimi stvarmi ukvarjal. Tako prikladen mehanizem je v bistvu za to počasno odkrivanje. In bolj se tudi ne zgubiš v tem, da bo zdaj ful razlage, pa kaj je tu zdaj, ne vem, Expense ima ogromno tega, ne? Tu gre zelo hitro naprej, ne? Pa tudi Expense, kar je mene ful motlo, ko sem pač bral celo serijo, ti imaš na začetku vsake knjige tak 5 strani obnovo prejšnje, ne? Tu gre dalje. Se to nima smisla, še posebej v tem formatu, ne, zdaj Američani temu rečejo novela, jaz bi se tega malo izogibal, ker v slovenščini novela je zelo strukturirana, pač trikotniško in mora vse to biti tako, mi bi temu rekli kar kratka zgodba, čeprav je to v resnici kratki roman. No. Jaz mislim, da vseeno že dovolj dolgo, da je blizu kratkega romana. No. Vsi to tudi zdaj, če pogledate knjigo pred sabo, to je vseeno, koliko ima strani, 200, nekaj 300 skoraj strani, to so vseeno že kratki romani. Jaz sem hotel še to temo nasloviti, meni se je zdela zelo pomembna tudi tukaj, da na nek način je tudi ta neka družbena kritika pasivizacije sveta, v katerem zdaj mi vsi radi gledamo vsebine, razvedrilne vsebine, se malo tudi zgubljamo v tem, ne, Netflixa močilamo, vse manj čilamo, vse več Netflixamo in nismo tako in medtem pa svet seveda deluje v ozadju po svoje in nekako gre mimo nas in tudi tukaj se mora Fantabot na neki točki odločiti, ne, ali bo nehal gledati vsebine, pa bo dejavno posegel v svet in pustil, da seveda tudi svet dejavno poseže vanga, ali bo pa pač se ustavil nekje pa gledal vsebine, dokler mu ne bo baterije zmanjkalo. No. Se mi zdi, da nek ta družbeno-kritična plast tega sveta, v katerem živimo, pa vseeno je, da ni samo, da so kulturne vsebine super, da ob njih razvijamo emocije, da ob njih razvijamo empatijo, ampak da moramo tudi malo paziti, da ne pademo v to zajčjo luknjo in ostanemo doma cele popodneve in ves čas gledamo Netflix in nikoli ne gremo ven z bajte, kot nekateri, ki imate že skoraj več kot 300 zadetkov na Letterboxdu vpisanih. Mito? Zdi se mi mogoče izmed tega, kar si rekel, še mogoče najbolj zanimiv aspekt to, da on potem v drugi knjigi bolj, pa na koncu prve, on trguje z znanjem teh razvedrilnih vsebin, ne, da mu je postalo to kot nek kulturni kapital. Ne. On v bistvu seveda potem, če za malo kvarnik vržem, ne, ko v bistvu postane prosti agent in potuje po vesolju z različnimi boti, trguje s temi vsebinami, ker on ima pač celo zbirko in se mi zdi, da je to podobno potem tej naši kulturi, ker ti, ko imaš nek odnos, se ni zgolj samo pogovor o vremenu, ampak se tudi pogovarjaš, kar si doživel, prebral, pogledal in tako naprej in se mi zdi, da to ta odslikava, mogoče celo še kot naš podcast, mogoče, veš. Smo vsi mi trija boti, veš. Ne, mi smo izvzeti. Igor, ti si še hotel nekaj dodati? Ne, se potem začne tudi denar uporabljati, oziroma trdne valute, kot temu reče, in ima celo to, da nima nobenega pojma, kaj je. On pač ima nekaj denarja, pa zdaj sumi, da je to v redu, ali da je to preveč, ali je to premalo, ne ve točno. In potem pač, ko plačuje stvari, pa ugotavlja, ono je bilo ful drago, ne, tak ne vem, gre neko razgledno vožnjo, naredi pa tak fakt, toliko stane toliko soba v hotelu, ne. Pa take, zelo zabavne, pač malo podobno temu, ko greš v neko državo, kjer ne poznaš valute in potem pač tako slepo tavaš. Zelo v redu tole v humor spelje. Drugač pa bral sem en Q&A z Marto in je povedala, kdo je njen najljubši lik, najbolj zabaven, s katerim likom bi ona najraje hengala v prostem času. Gibajte. S kom bi pa vedva
Jaz bi z Artom. A ja, misliš iz njene knjige ali Iz nasploh? knjig, iz teh Fantabot knjig. Aha, pa očitno odgovor ni Fantabot, ki Ne, je bilo ne. najbolj očitno. Ne. Mislim, da se tudi ne bi sociopatskim robotom, ki ima izklopljene Asimove zakone, družil. Ima pa dosti vsebin. Ma pa dosti sebin še. Okay. Radhi je odgovor. Ali Rathi, ali kakorkoli se to Rathi, izgovori. okay. Aha, Tako da ja, on je ta cool tip. Ne, Ja. meni pa ni bil. Z njim bi bilo zažureti, ja, okej. po njeno. Ja, ok, V redu. ajde. Ja, hotel sem še, preden končamo, ker se bližamo počasi koncu, povedati še to. Igor, te pohvaliti za nekaj odličnih prevajalskih rešitev, ampak se veš, katera moja najljubša. Ne? Moja najljubša je Ugodje bot. Ja. To se mi zdi absolutno fantastičen prevod. Skratka, kako je v originalu Pleasure bot. Ja. Se pravi, so sex boti, ki so pleasure boti, ampak lahko bi bil užitek bot, ampak jaz mislim, da ugodje bot. Ja. Ima en koren notar, ki ga vsi razumemo, čemu je ta robot namenjen in da to ni, da nam, Zmasira noge. da nam zmasira noge ali pa nam hrani nas z grozdjem ali pa nekaj takega. Ne? Ampak ima kar eno. Tle moram res reči, da to me je pa res, ko sem naletel na to, pa me je totalno nasmejalo. In ti pač čestitam. Že samo zaradi ugodje bota se splača prebrati to knjigo. Hotel sem še da to je bolj za ljudi tukaj v dvorani danes z nami, kot za tiste, čeprav, ko boste to poslušali, bo sejma že konc, ampak lahko boste šli na splet, bomo dodali seveda povezave zraven. Knjigo mogoče kupiti na knjižnem sejmu, Igor? Ja, knjigo je mogoče kupiti na knjižnem sejmu, na stojnici aktivnih medijev. Je tudi sejemski popust na voljo, tako da ga izkoristite. Stojnica je pa tam v ta tretji hali. Torej, ja. Tam, kjer so manjši založniki. Absolutno, če boste to zrihtali v naslednjih nekaj minutah, kakšni urci bo Igor še tukaj, boste dobili tudi lahko podpis prevajalca. Prevajalci so enako pomembni kot avtorji. Kaj se zdaj misli, da bom rekel? Enako pomembni kot avtorji, važno je, da to podpremo. Mal manj so avtisti, kar je meni vedno zelo, zelo všeč. Pa spoštujejo Asimove zakone, po večini. Po večini, da vsaj ne grozijo svojim soagentom. Sta hotela še vidva kaj za konec povedati, še kaj povabiti ljudi k ogledu serije, k branju knjige? Ja, mislim, vsekakor pogledajte si serijo. Ful mi je bil všeč pri seriji tudi, da se niso ubadali s tem, da zdaj treba pa imeti pol ure ali pa 1 uro. Epizode so po 20 minut nekje, naredijo jih toliko, koliko je pač treba akcije znotraj ene zadeve in mislim, da to se super obnese. Razen tega pač, da je ful hitro konc. Ja, jaz sem drugače tole zbinžal, mislim, da v dnevu pa nekaj. Jaz sem to gledal sproti, tako da pol moraš čakati do naslednjega petka. Dobro. Tokrat sem celo jaz tisti, ki je binžal stvari. To je skratka to. Tudi jaz bi povabil seveda k nakupu knjige, k branju knjig, kot je Igor omenil, bo skratka naslednji 2 v naslednjem zvezku, kako bomo temu rekli, boste išli kmalu, spomladi, domnevam, da spomladi. Serija, zdaj druga sezona, ne vemo, kdaj bo, verjetno ne tako zelo hitro, no. Po mojem, da bo naslednja jesen, običajno gre. Dost hitro si tudi ni dolga. Ne? To je tudi res, pa večinoma, vsaj v drugi knjigi, če bojo sledili res, ker tudi to je treba reči, da res dobro sledijo. Jaz mislim, da dobro adaptirajo stvari in tudi, če bojo v drugem delu dobro sledili, se v resnici dogaja precej noter v interjerih. Tako da to jaz Rudnikih. Mislim, da lahko zelo hitro posnamejo. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že naša 20. epizoda v živo podcasta, ki sliši na me Obot, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor, komunizem, Harp, socializem, Mito, psihopat, Gegič, Albajt. In Aljoša, suicidalen, Harlamov. Tole epizodo smo posneli na Slovenskem knjižnem sejmu na povabilo založbe Aktivni mediji. Obema se zahvaljujemo za povabilo in gostoljubje. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. In če razmišljate o nakupu Ugodje bota, ga kupite zdaj, ko umetna inteligenca še ni tako zelo razvita, ker saj veste, ko bo Ugodje botka razvila vsaj trohico inteligence,
vam ne bo več želela ugoditi, vi presneti incel. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, zaenkrat tudi na Twitterju oziroma X-u, vsekakor Discordu. Poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in na ekranih o naših epizodah in vsebinah. Tole je bila že jubilejna 20. epizoda v živo. Hvala za pozornost tako vam, ki tole poslušate v posnetku, predvsem pa seveda vam, drago občinstvo, ki tole poslušate v živo. Občinstvo, oglasite se. Hvala, to je to, zdaj pa naprej gledati vsebine.